slavi. Boga, duša moja. Še enkrat. Boga, duša moja. Boga, duša moja. Slavi Boga. Aleluja. 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 Slava Gospodu, cerkev, najvišje ime povzdigujemo njegovo ime, ker on je vreden vsega, da predamo svoje življenje, da živimo zanj. Haleluja, Gospod, vreden si. Haleluja. Hvala ti, Gospod, za te močne želje, ki si nam jih dal po tvoji prisotnosti, po tvojem delovanju med nami. Haleluja. Hvala ti, da nas pripravljaš na ta čas, ki bo več vidno, kakor je zdaj vidno, tvoje slave, tvojega kraljestva. Haleluja. In mi ti odpiramo srca, Gospod. Mi odpiramo srca tvoje besedi, da slišimo, kako se pripravljati na ta čas in kako ti bolj odpreti vrata. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Haleluja. Slava Jezusu. Slava Jezusu. Hvala ti, Gospod. Zdaj, ko Klemen razume, da mi Bog nekaj govori, takrat mu jaz rečem, če bi se strinjal, da bi učil o tem pa tem. Ne? In on je že siguren, da mi Bog govori. Haleluja, hvala Bogu za pastorja, ki ima vero. Meni je pa to tudi potrditev, zato ker piše, da vse presojajte, ne? In tisto, kar je dobrega, ohranite. Tako da ja, ne glede na to, koliko časa hodimo z Bogom, nič ni avtomatsko, da vse pravilno slišiš in razumeš. Ne? Rabimo se presojati, rabimo brusati drugega med verniki, ne? Med temi, ki ljubijo Božjo besedo, ki ljubijo resnico. Haleluja. In ta beseda mi je oživela iz 2. Korinčanom 6. V čem se Božje svetišče strinja z maliki? 16. vrstica. Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog. Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil, jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. To govori Jahve, on ki je večni Bog. Zdaj pa navodilo. Zato pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod. In nečistega se ne dotikajte in jaz vas bom sprejel. In vam bom oče in vi boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega. In vidimo, da ta obljuba je v prihodnosti, ne? Ampak vidimo, da toliko stvari tle, ki pišejo tle na drugih mestih v Novi zavezi, so že v sedanjosti. On je postal naš Bog, mi smo postali njegovo ljudstvo, on nas je sprejel, on nam je oče, mi smo njegovi sinovi in hčere. Ampak prva vrstica 7. poglavja pravi, te obljube imamo torej predragi. Zato se očistimo vseh madežev, mesa in duha in v Božjem strahu dopolnjujmo svetost. To pomeni, ne glede na to, da se je to uresničilo v našem duhu smo postali Božji sinovi in hčere, v našem duhu Bog prebiva, v našem duhu je realnost in resničnost vsaka Božja obljuba v Kristusu. Ampak očitno je, da obstaja
večja manifestacija tega kraljestva, ki je prišlo v nas, v našega duha, po Svetem duhu, v naravnem. Ne? Kako vemo? Vidimo v apostolskih delih. Prva cerkev. Videli so dobre stvari, videli so čudeže. Jezus je deloval med njimi, ampak on je šel v nebesa in tam sta bila dva angela, ki sta rekla, ta Jezus, ki ste ga videli, da je šel takole v nebesa, bo tako tudi prišel nazaj dol. Nadnaravno bo prišel. Haleluja. In ni nobenega dvoma, da to pomeni tudi to, kar mi vsi pričakujemo. Jezusov drugi prihod in začetek nove dobe, ko bo konec te stare, grešne, pokvarjene zemlje in bomo živeli v novih nebesih in na novi zemlji. Haleluja. Ampak Jezus jim je predtem, še preden je šel na križ, rekel, ne bom vas zapustil sirot, pridem k vam. Zdaj lahko si razlagamo, ja, Jezus je prišel nazaj k njim, polka je umrl in vstal od mrtvih, ampak nekako ni to, zato ker v istem odlomku v Janezu 14 in 15 pravi, da taki ljubi moje besede, taki me ljubi in ljubi moje besede, parafriziram, ga bom ljubil tudi jaz in prideva z očetom in si narediva prebivališče pri njem. Haleluja. Tako da jaz verjamem, da so neki več pričakovali apostoli in prvi učenci, ki so čakali na Svetega Duha, na prihod Svetega Duha, da so čakali, da dejansko Bog pride med njih, da njegovo kraljestvo pride med njih. In se je uresničil na čist nadnaraven način. Bog je prišel nenadoma, kakor mogočen vihar. Haleluja. Vsi so bili izpolnjeni s Svetim Duhom. In ena stvar me je matrala v zadnjem času, že prej, no, ampak v zadnjem času pa še bolj. In zaradi tega sem več bral knjigo Razodetja in premišljaval, kaj je zdaj ta kmalu, ki Jezus pravi, da pride kmalu. Ki iritira to kristjane že 2000 let. Ne? Prvi kristjani so ga pričakovali, da pride in ni prišel tako, kakor pričakujemo, da bo prišel na konec zavladati na zemljo. In še veliko generacij kristjanov je bilo vmes, ki so ga tudi pričakovali in tudi ni prišel na tak slaven način, kakor ga pričakujemo. Prišel je po njih, ja, haleluja. Oni so verjeli v njega in so vstopili njegovo prisotnost, haleluja. Tudi tako je bila izpolnjena beseda, ampak ta končni prihod se mora še izpolniti. Zdaj pa, če pogledamo 22. poglavje Razodetja. In cela knjiga Razodetja je nekako prepredena s to zanesljivostjo obljube, da se mora nekaj kmalu zgoditi. 22 od začetka govori o reki živi vode, bleščeči kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in jagnjeta. Po sredi njegove ulice in na obeh straneh reke raste drevo življenja, ki 12krat rodi in daje svoj sad vsak mesec, velik sadu. Listje tega drevesa je zdravilo narodom, vpliva na narode. Nobenega prekletstva ne bo več. V njem bo prestol Boga in jagnjeta, ki mu bodo služili njegovi služabniki, gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči, svetilke, ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali bodo na veko veke. Jasno je, da en del tega govori o temu končnemu Kristusovemu kraljestvu, ki pride na zemljo. Ampak glede na to, da potem nadaljuje, 6. vrstica, na to mi je rekel, te besede so zanesljive in resnične, Gospod Bog preroških duhov je poslal svojega angela,
da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Glej, pridem kmalu. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede, ki so v tej knjigi. Haleluja. In zdaj, če probamo preklopiti na ta prvih učencev, ki so navdihnjeni z Jezusovimi besedami in obljubami, pričakovali Svetega Duha. In so pričakovali, da se mora vsak čas zgoditi to, da Bog v moči, v vladavini pride med njih. Tudi če še ne bo vzpostavil Izraelovega kraljestva. To je ta, ko pride končna vladavina Kristusa. Ampak se bo pa izpolnila ta druga obljuba, ki je Jezus rekel, prejmete moč, ko pride Sveti Duh na vas in mi boste priče. Mi mu bomo priče v Ljubljani, v Sloveniji in do zadnje meje, ki nam jo je Bog določil. Haleluja. Kako je to mogoče? Ja, Sveti Duh pride na nas. Mi smo nemočni sami v sebi. Mi smo šibki. Mi smo ubogi v duhu. Mi nismo ljudje, ki bi jih veljaki tega sveta zbrali. Ampak Jezus nas je zbral. Jezus nas je poklical, rekel je, sledi mi, pejdi za mano, spoznaj me in imam načrt zate. Haleluja. Tako da, glej, pridem kmalu. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede, ki so v tej knjigi. Mogoče bomo zdaj vsi navdihnjeni brati knjigo Razodetja. Ker zanimivo je, da blagoslove, ki jih obljublja knjiga Razodetja, blagor vam, blagor tem, blagor unim, Jezus začne z njimi učiti svoje učence, blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo, blagor tem, ki žalujejo, ker bodo potolaženi, blagor lačnim in žejni pravičnosti, ker bodo nasičeni in tako naprej. Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljene deležni. Haleluja. Tako da, jaz sem v pričakovanju, ne vem, kako je z vami, ampak nekako bolj in bolj vidim, da smo te ljudje, ki smo okusili Božje kraljestvo in nam je to postalo nekaj najbolj dragocenega na tem svetu. Da se nič v tem življenju ne more primerjati z zakladom Božjega kraljestva. In kaj lahko drugega naredimo, kakor da verjamemo Božjim obljubam? Lahko dvomimo. Ampak dajmo se hrabriti, da ne bi dvomili. Zato, ker ljudje res rabijo odrešenje. Res, hudo ga rabijo. A če se lahko tako reče, hudo. Ok. In potem v 17. vrstici, 16. lahko preberemo, to so zadnje besede Jezusa v Bibliji. Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede cerkva. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda. Haleluja, hvala ti, Jezus, da se nam razodevaš. In duh in nevesta, kdo je nevesta? Kdo je nevesta? Haleluja. Cerkev, mi, ki verujemo v Jezusa. Sveti duh in nevesta pravita, pridi. Komu pravita, pridi? Jezusu. In kdor posluša, naj reče, pridi. In kdor je žejen, naj pride. In zame, kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja. V Izaiji piše, z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Haleluja. Malo smo jih okusili, ampak še veliko več je kot to. Haleluja. Cela reka Božje milosti, ki teče od Božjega prestola. Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam, če jim bo kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi.
Če pa bi kaj odzel od besed, ki so v preroški knjigi, bo Bog odzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisana v tej knjigi. Zelo resna stvar. Torej, kaj lahko boljšega, kakor da verjamemo Božjim obljubam. Ta, ki pričuje za te reči, pravi, da pridem kmalu. Ok, to so zdaj zadnje Jezusove besede. In zdaj naš odziv. Amen. Resnično, pridi Gospod Jezus. Pridi Gospod Jezus. Tako da to lahko postane naša goreča molitev. Resnično so tvoje besede, pridi Gospod Jezus. 21. vrstica. Milost Gospoda Jezusa naj bo z vsemi. In to bi bil lahko lep zaključek Biblije, ampak če preberemo ta dva stavka skupaj, bi lahko zveneli takole. Pridi Gospod Jezus, da bo milost Gospoda Jezusa z vsemi. Da vsi prejmejo milost Gospoda Jezusa. Haleluja. In zdaj zato velja, se mora zgoditi kmalu. Glej, pridem kmalu. Vsak čas se mora to zgoditi. Tako da verjamem, da to ni samo navdušenje, pač, ker možno se je navdušati nad temi stvarmi, ampak ne glede na to zdaj, ali je zdaj čas za tisti veliki Božji bum čez cerkev, ali je čas, da še naprej rastemo kot Jezusovi učenci, se pripravljamo na to misijo, lahko je oboje skupaj. Ne glede na to, ta naravnanost, če pridemo s to naravnanostjo, pridi Gospod Jezus, pridi tukaj, ko se zbiramo, hodi med nami, deluj med nami. Tvoje srce bo pripravljeno, da je pretok za Boga. Ti ne boš prišel sem samo konzumirati, samo uživati, ampak boš prispeval. Haleluja. Dejansko ta reka, ki teče iz prestola Boga, ki je zdaj v tvojem srcu, bo lahko bolj svobodno in bolj močno tekla tukaj, kjer se zbiramo. In zadosti je, če se 2 ali 3 zberemo. Haleluja. Haleluja. Tako da, ok, zdaj pa počas. Imam zapiskal za 1 uro, tako da. Ok. Te obljube imamo torej predragi, zato se očistimo vseh madežev, mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujemo svetost. In zdaj kontekst te besede je cerkev v Korintu, ena cerkev v enem mestu. Ja, in tako je tudi ena cerkev v mestu Ljubljana, verjetno glede na to, da je Slovenija majhna, lahko rečemo ena cerkev v Sloveniji, ki se zbira na različnih mestih in malo na različne načine slavi Boga, ampak vsi verjamemo, da je Jezus naš rešitelj, da smo po njem postali Božji otroci, da se nas je usmilil, da imamo večno življenje in da smo prejeli Svetega Duha. Haleluja. Tako da, kar se tega tiče, smo tudi ena cerkev. Vse ostale komplikacije, ki smo jih dodali, ljudje odpadejo, bolj Bog deluje, bolj odpadejo. Bolj so nepomembne naše človeške religije in tisto, kar nas ločuje. Sam, da Bog deluje. A se strinjate? Sam, da Bog deluje. Amen. Ok. Fajn je, da je pridigar vesel. Pol je lažji. Pol je vse lažji. Torej, očistimo se. Pucanje ni lahka stvar. Zdaj pa resno. Kako se boš očistil? Tvoje meso je umazano, tvoj duh je umazan in zdaj boš dopolnjeval svetost. Ne? Težko sam. Haleluja. Namen te besede je, da poklekneš in rečeš, Jezus, pomagi. Haleluja.
Ne morem sam. Pomagi. Ne morem se očistiti sam. Haleluja. In v tem je svoboda, ker on bo pomagal, on nam bo pomagal, ampak kot bomo videli, so svarila resna, beseda je resna, zato ker je Božja slava nekaj resnega in mogočnega in zelo morečega za naše meso. Ne? Fajn je, z mesom mislim, sebično naravnanost starega človeka. In fajn je moliti velike molitve, naj Bog uniči naše meso, ampak pol, ko začne to usliševati, včasih ni tako prijetno. Rabimo veliko humorja. Aleluja. Aleluja. Rabiš enega brata, ki pride zraven in reče, dajva se smejati. Zakaj? Težko mi je, dajva se smejati. Lažje ti bo. Haleluja. Ok. In zdaj, gremo raziskovati, kaj to pomeni, da smo očiščeni madežev mesa in duha in v Božjem strahu dopolnjujemo svetost. Vidimo, da Božji strah je bila ena karakteristika, ki je bila skupni imenovalec cerkve v prebujenju v apostolskih delih. Vse povsod je bil Božji strah, ne samo med verniki, še med neverniki. Še oni so se bali, je bil Božji strah nad njimi, eni se jim niso upali pridružiti, ker je bil Božji strah nad njimi. In Božji strah je globoko spoštovanje Boga, kar se tiče našega mesa, kar se tiče naše duše. Zato, ker v našem duhu mi smo popolnoma očiščeni s krvjo Jezusa in kopeljo Svetega Duha. Ni dvoma glede tega. V Efežanih 1 piše, da smo bili zapečateni s Svetim Duhom. Naš duh je bil zapečaten s Svetim Duhom za večnost, za odrešenje, za svetost, za Boga, 100%. Haleluja. Ampak naša duša, naše telo še vedno hodita po tem svetu in mi se lahko umažemo. Mi se umažemo. Naš um je še vedno prenovljen. Hrepenimo po Kristusovem umu, da je manifestiran tlele pod skalpom. Ampak ni tako lahko. Ne? Hočemo, poskušamo, včasih ne rata. Ampak smer je ta prava, ne nehati. Kristusov um je prava smer, brez skrbi. Če hočeš razmišljati tako, kot Jezus, greš v pravo smer. Ok. 1. Korinčanom 10 nam daje dobro sliko tega, česa nas Bog hoče očistiti oziroma obvarovati, zato da naše meso preživi prebujenje, da naše meso preživi mogočno Božje delovanje in ne pademo. Haleluja. Nočem, bratje, da vi ne bi vedeli. 1. Korinčanom 10:14. In to, kar jim naprej pove, je slika, ki jo vidimo v Stari zavezi. Naši očetje so videli nore čudeže. Pod Božjim oblakom so šli vsi sred skozi morja, bili so v oblaku in morju vsi krčeni v Mojzesa, jedli so nadnaravno duhovno hrano, pili so nadnaravno duhovno pijačo, Kristus jih je spremljal, ampak večina izmed njih ni bila Bogu po volji, popadali so zatorej v puščavi. To se je zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni. Kaj je zdaj to hudo, ki so ga poželeli? 1. Ne postanite malikovalci, 7. vrstica, kot so bili nekateri izmed njih. Kakor je pisano, ljudje so sedli jesti in pit in so vstali, da bi se zabavali. Tudi ne nečistujmo, kakor so načistovali nekateri izmed njih in jih je padlo v enem dnevu 23,000. Ne preizkušajmo Kristusa, kakor so ga nekateri izmed njih preizkusili in so jih pomorile kače. Ne godrnjajte, kakor so nekateri izmed njih godrnjali
in jih je pomoril pokončevalec. To se je onim zgodilo, da bi bili za zgled, zapisano pa je bilo za svarilo vam, nam. Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. 14. vrstica. Zato, ljubljeni, bežite od malikovanja. Haleluja. Tako da tisto, kar nam Bog razodane kot malikovanje, bežimo od tega. Bomo probali videti v Božji besedi, kaj praktično pomeni bežati od malikovanja. In še na več mestih v Novi zavezi piše, naj pred nečim bežimo. 1. Korinčanom 6:18. Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa, kdor pa nečistuje oziroma živi spolno nemoralno, uporablja svojo spolnost izven zakona med možem in ženo, s katero je poročen, v zavezi. To pomeni, od tega bežimo. Zakaj rabimo bežati pred temi stvarmi? Zato, ker so privlačne. Privlačne so za naše meso, privlačne so za našo dušo. In zdaj seveda, če se hudič pojavi pred tabo s svojimi rogovi in vilco, boš vedel, ok, hudič, adijo, nimam nad s tabo. Ne? Ampak hudič pride kot prevarant. Ne bo ti povedal, da je hudič. Povedal ti bo, da si pameten. Da si bolj pameten kot pastor. Seveda, saj pastor tudi dela napake, pa reče kaj neumnega. Vsi mi to delamo. Sam, če sprejmeš seme, napuha v svoje srce in se začneš povzdigovati nad svoje brate in sestre, ti ne boš slišal svarila takrat, ko ga boš moral slišati. Haleluja, zato bežimo od malikovanja. Kaj je povezava napuh in malikovanje? Malikovanje je napuh. Napuh je malikovanje samega sebe. Zdaj malikuješ lahko še veliko drugih stvari. Ne? Denar, ljubezen do denarja, korenina vsega zla. Malikujemo lahko določenega človeka. Pravijo, on je moj idol. Mi imamo samo enega idola. Je zadost. Haleluja. Jezus je zadost. Haleluja. Tako da, ok, bežali bomo od enih stvari. Oziroma, če si hočemo živo predstavljati, ne? Nečistovanje pa napuh, malikovanje. En velik prepad, globok prepad. Kako boš varen od tega, da padeš noter? Tako, po nižnosti se umakneš daleč od roba. Ja? Tako da, ne samo, da ne hodimo po robu in pravimo, se mi bo Bog dal moč, da premagam skušnjavo. Piše, ne preizkušajmo Kristusa. Če piše, beži od tega, beži od tega. Pejdi daleč stran, bod na varnem. 1. Timoteju 6:10. Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Potem so nekateri hlepeli in tako zabludili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin. Ti pa, Božji človek, beži pred tem. Beži pred pohlepom po denarju, ker si boš zadal veliko bolečin, potem, ko boš zablodil proč od vere. Kako bežiš? Tako da si prizadevaš za pravičnost, pravo pobožnost, vero, ljubezen, stanovitnost oziroma neomajnost in krotkost, ponižnost. Ja, ko si prizadevaš za prave stvari, ti greš stran od tega, kar je napačno. In še 2. Timoteju 2:22, beži pred mladostnimi poželenji. Brez dvoma so spolna poželenja tukaj noter, ampak ni nujno samo to.
lahko je tudi impulzivnost, na kakšnih drugih področjih. Pejdi stran od tega. Nauči se slediti Boga, nauči se poslušati Boga, prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. Haleluja. Blagor tem, ki so čistega srca, ker bodo gledali Boga. Haleluja. Razodetje 22. Gledali bodo njegovo obličje. Se pravi, v tem Božjem mestu bodo njegovi služabniki pred njegovim prestolom gledali njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. To ni samo za nebesa. Haleluja. To je že zdaj realnost v našemu duhu. In bolj, ko je tvoj prenovljen v Kristusa bolj realno tudi tvoja duša to izkuša. Ti doživljaš karakter Kristusa, ti doživljaš ognjeno ljubezen Jezusa. Haleluja. Ni več samo ena pobožna želja, ampak je nekaj, ki te žene naprej, ki te motivira, da ostaneš, da premagaš sebe, da narediš korak vere, da slaviš Boga takrat, ko se ne počutiš. Haleluja. A je dober to? A je dober imeti Kristusa Dober. Dober si je želeti to, da postane realnost bolj in bolj. Učimo se razmišljati, kakor Jezus. Haleluja. To je bila prva 3-minutna pridiga, ki sem jo imel v Šentjurju. Učimo se razmišljati, kakor Jezus. Haleluja. Še sam sem bil impresioniran. Glej, da boš poslušal svojo pridigo. Haleluja. Ok, hvala ti, Gospod. Poglejmo 5. Mojzesovo 5:4, prebujenje Izraela v stari zavezi. Bog pride na goro Horeb in jim da svojo postavo, svoj zakon in piše 4. vrstica, iz obličja v obličje je Gospod iz ognja govoril z vami na gori. Wow. A niso Jezusove oči kakor ognjen plamen? Haleluja. In bolj gledamo njegove oči, bolj ognjeni postajamo. Pastor se strinja, hvala. Zdaj je varno, da še ostali rečete amen. Ok, to ne pomeni, da postajamo nori. Ne, zato ker Jezus je modrost. Jezus je modrost Boga za vsako področje tega življenja. In ko živimo, ko hodimo z Jezusom, mi bomo se odlikovali v svojem življenju, kjerkoli bomo delali z Bogom, zato ker bo njegova modrost in razumnost delovala čez nas. Ker isti duh, sveti duh, ki je bil nad Jezusom, je v nas in nad nami in je to duh modrosti, duh razumnosti, duh svetovanja, duh moči, duh spoznanja in strahu Boga. Haleluja. Haleluja. Tako da vse te stvari nas uči sveti duh. Ok. Mogoče moramo zdaj malo moliti, ker smo že toliko slišali. Haleluja, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod, za tvojo obljubo. Mi stojimo na tej tvoji obljubi, da boš prebival med nami in hodil med nami. Pričakujemo tvoje kraljestvo. Oče, molimo za tvoje kraljestvo in pričakujemo tvoje kraljestvo. Pričakujemo, da boš ti sam proslavljen. Haleluja. Haleluja, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Ok, ja? Ok. Super.
Odlično. Ja, hvala. Haleluja. Haleluja, slava ti, Jezus. Ok, ja, dosti smo slišali. Verjamem, da je bil navdih to za dneve, ki so pred nami, da nas bo Sveti Duh učil naprej glede tega in predvsem razumeval v nas hrepenenje, da se stegnemo po teh Božjih obljubah. Ena čudovita stvar Božjega kraljestva je to, da ko iščemo najprej na prvem mestu Božje kraljestvo in njegove pravičnosti, nam Bog lahko navrže vse ostalo. Tako kot je pastor rekel, denar sledi nam, tisto, kar rabimo za življenje, sledi nam. Haleluja. Haleluja, hvala ti, Gospod. Bi vas povabil, da zapremo oči in se usmerimo na njega, ki ljubi našo dušo. Haleluja, Gospod, mi te obožujemo. Toliko smo ti hvaležni, da si nas očistil, da smo lahko popolnoma varni in sigurni v tvoji prisotnosti. Haleluja, da vsak strah beži zdaj. Vsak strah, ki ni od tebe, beži zdaj. Ja, naše meso se te more bati, naše meso te more spoštovati. Haleluja. Bož, da naše meso trepeta pred tabo, kakor pred kjerimkoli človekom. Ampak v našem srcu je čista sigurnost. Mi smo ljubljeni, ljubljeni od očeta. Haleluja, mi se potapljamo zdaj v to očetovo ljubezen. Hvala ti, Gospod, da nam govoriš, da smo vredni. Ti nam govoriš, da smo vredni tvoje slave, vredni tvoje dobrote, tvoje ljubezni. Vredni smo, da nas preplavljaš s svojimi dobrotami in blagoslovi, ne da bi zaslužili to čist malo, niti čist malo. Vse svoje zasluge, ki bi jih lahko imeli, Gospod, dajemo pred tvoj prestol. Priklanjamo se pred tabo v svojih srcih. Haleluja, ni drugega Boga. Ni drugega Boga. Samo ti, Gospod, si naš Bog. Samo ti si, Gospod, naš Bog. In tvojo besedo hočemo poslušati in tebi hočemo slediti. Haleluja, hvala ti, Gospod, za tvoj objem. Hvala za tvojo tolažbo. Prav zdaj. Hvala za ozdravljenje vsake rane v srcu. Sprejemamo zdaj to iz tvojih rok. Lahko mu rečeš, Oče, sprejemam. Oče, sprejemam to ozdravljenje, ki ga potrebujem. Hvala, da me obnavljaš. Hvala, Gospod, da me obnavljaš, da obnavljaš ne samo mojega duha, ampak tudi mojo dušo in telo. Haleluja, hvala ti. Hvala ti, Gospod, za tvojo reko milosti. Prepoznavamo tvojo prisotnost med nami in ti izkazujemo čast. Priklanjamo se pred tabo v veselju tvoje prisotnosti. Obilo veselja je v tvoje prisotnosti. Reka tvoje tolažbe teče v naše duše. Reka tvoje tolažbe teče v naše duše.
Po vsej zemlji teče reka tvoje tolažbe. Na vsa srca, ki potrebujejo tolažbo. O, pri tebi, Gospod, je ozdravljenje. Aleluja, hvala ti, hvala ti. Hvala ti, hvala ti. Hvala ti, Gospod. Z višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Z višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Z višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Z višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Hvala, Gospod. Odpiramo ti srce. Odpiramo ti srce. Vse te bolečine, na katere nas spominja naša telo, naša duša, predajamo tebi. Sprejemamo ozdravljenje. Haleluja. Sprejemamo očiščenje vsakega telesnega in duševnega madeža. Hvala, Gospod. Ti pripravljaš svoje posode. O, ti pripravljaš svoje posode. Ti pripravljaš svoje posode slave. Jezus. O, haleluja, haleluja. Dajmo še peti to pesem. Vsej veri in pričakovanju, da on to dela zdaj. Ka on je tukaj med nami zdaj. On je tam, kjer si ti, ka to poslušaš zdaj. Višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Z višave tvoja reka gre, teče z ljubeznijo za me. Zato odpira mi srce, ti ozdravi, osvobodi me. Z višave tvoja reka gre. Haleluja. Razglašamo ozdravljenje v imenu Jezusa Kristusa, v Božjem ljudstvu. Haleluja. Blizu je ta čas. Haleluja. Skoraj se morajo te stvari zgoditi. Skoraj se morajo zgoditi te Božje obljube. Haleluja. On sam je na svojem telesu nesel naše bolečine, bolezni, slabosti, grehe. V njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Pridi, Gospod Jezus. O, pridi, Gospod Jezus. Da vsak prejme to milost, ki jo potrebuje. Da se z vsem srcem, vso dušo, vso močjo odzove tvojemu klicu.
Ja, pridi, Gospod Jezus. Ja, pridi, Gospod Jezus. Ja, pridi, Gospod Jezus. Potrebujemo te. Potrebujemo te. Samo ti lahko narediš to. In verjamemo, da hočeš to narediti danes. Danes, zdaj, ko to poslušamo, sprejemamo od tebe očiščenje, ozdravljenje, hvala ti. Osvoboditev, hvala ti. Hvala ti, Gospod. Hvala ti za odrešenje. Hvala ti za rešitev iz pogube. Za vsakega, ki veruje v tvoje ime. Hvala ti, Gospod Jezus. Hvala ti, Gospod Jezus, da prihajaš močno v življenje ljudi. Hvala ti, Gospod Jezus. Hvala ti, Gospod Jezus, da prihajaš z veliko zanesljivostjo. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Močna reka Boga. Močna, mogočna reka Boga. Polna milosti. Polna milosti Kristusa. Iz njegove polnosti smo prejeli milost za milostjo. Še sprejemi milost od njega, brat, sestra, še sprejemaj. Zdaj je čas, da gledaš v njegove oči, ki gorijo od ljubezni do tebe. Zdaj je čas, da se izgubiš v ljubezni nebeškega Očeta. Zdaj je čas, da je vsak jaram strahu zlomljen. Vsak strah preteklosti. Vsaka demonska vez. Vse, s čemer si odprl vrata demonom, je odpuščeno. Razglašam odpuščanje po krvi Jezusa Kristusa. Po krvi, ki jo je Jezus prelil zate na križu pred 2000 leti. Si svoboden. Svoboden si Božji otrok. Svoboden si strahu. Svoboden si sramu preteklosti. Svoboden si sramu napačne identitete. Zdaj imaš novo identiteto. Zdaj je ime Jezusa, Gospoda nad vseh. Gospoda Jezusa Kristusa. Njegovo ime je zapisano na tvojem čelu. Njegovo ime je zapisano v tvojem duhu. In Sveti Duh ga vpisuje v tvoje možgane. Da boš vedel, da si to zdaj ti. V njem si. On je tvoja nova narava. Zdaj imaš njegovo preteklost. Pozabi svojo človeško preteklost. Pozabi vsega, vse, kar te je uklepalo v tvoji preteklosti. Slabe stvari in dobre stvari, ki si jim postal sužen. Pozabi to, to je preteklost. Sprejmi milost od njega, ki te ljubi. Sprejmi milost, nezaslužen dar od njega, ki te ljubi kot svojo dušo. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. To breme, ki ga čutiš v tvojemu duhu, zdaj Jezus odvzema.
prepusti. Ne držati tega zase. Se ti Sam spust. prepusti. Vse bo v redu. Tukaj Če se mu popolnoma predaš, bo vse v redu. vsako laž, vsak dvom Ne se bat. ti prepusti. On te res ljubi. Tukaj odloži vsako breme, krone vse. Jezus, Vse ti prepusti. tebi prepuščam. Vse ti prepusti. Tebi prepuščam. Jezus. Odloži vsako laž, Vsako laž vse ti prepusti. predajam tebi. Ti si resnica. Odpiram ti srce. Tvoj načrt je dober. Tvoj načrt je čudovit. Gospod Jezus, haleluja. Hvala ti, Gospod. Ja, ti si vse, Jezus. Ja, ti si vse. To je zdaj moja molitev. Ti si vse. Ti si ta, ki mi daje življenje. Ti si ta, ki si mi dal življenje. Ti mi daješ novo življenje zdaj. Svoboden od preteklosti. Hvala ti. Dajmo skupaj pet. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. In prostor ti naredi, kralj Jezus. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. Tradicije. Tradicije, da vsa moja pretresi. Pot tvoja je boljša. Pot tvoja je boljša. Tradicije vsa moja pretresi. Poruši zidov religije moj. Pot tvoja je boljša. Pot tvoja je boljša. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. In prostor ti naredi. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. Prostor ti naredi. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. Prostor ti naredi. Kralj Jezus, kralj Jezus. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si, Jezus. Hvala ti, kralj, hvala ti, kralj, hvala ti, kralj. Koja raba resem bek jartando. Sakandora raba jak jartande. Kere rek jartore rebe resem bek jartando.
Adora Katana Rabagenta. Kera Rabagasamba Katande Aramakente so. Segeretende Akagata. Kera Regante se severentendo Agakatande sa. Amagakante so. Segeleri Aramaretende Agasamba Katande. Kera Regatore Rebegato. Kera Rabagasamba Kente Aramagante Rebegeskente. Ore Regate Aramagakante. Aleluja, odpiramo ti srce, Gospod. Šta storiš, kar želiš si, da se izpolnijo tvoje sanje, Gospod. Aleluja, raboje samba katande. Dajmo ga častiti v duhu. Dajmo ga častiti v duhu. On je kralj, on je kralj, on je kralj, on je kralj. On je vreden vse slave, naš osvoboditelj, naš rešitelj. On je tak, ki nas posvečuje. Aleluja, naš zdravnik, naš veliki zdravnik. Aleluja. Vreden si, Gospod, vreden si, vreden si, vreden si. Vreden si, vreden si, vreden si. Vreden si, da storiš to, da storiš, kar želiš si, kralj Jezus. In prosto ti naredim, da storiš, kar želiš si, da storiš, kar želiš si. Tradicije. Tradicije tla, za moja pretrisi, poruši zidove, religije moje, pot tvoja je boljša, pot tvoja je boljša. Tradicije tla, za moja pretrisi, poruši zidove, religije moje, pot tvoja je boljša, pot tvoja je boljša. Da storiš, kar želiš si, da storiš, kar želiš si, in prostor ti naredim. Da storiš, kar želiš si, da storiš, kar želiš si. Haleluja, slava ti, Gospod. Slava ti, Gospod. Hvala. Aleluja. Po veri sprejemamo vse to, kar smo molili. Od tukaj gremo spremenjeni ljudje. Tako, kakor smo spremenjeni vsakič, ko izkusimo tvojo ljubezen, tvoj dotik. Spreminjamo se iz slave v slavo, kakor od Gospoda, Božjega duha. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Če prej kaj nisi mogel narediti v svojemu telesu, če te je kaj bolel, preizkus zdaj. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Tu, če čutiš sam malo izboljšave, prid naprej. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Koliko je boljš, sestra?
boljši tok, da lahko